abbiamo sfruttato l'altra partita il massimo, oggi abbiamo sfruttato quello che... Ekipa je igrala dobro, tako kot prejšnje tekme, napadala s to razliko, da danes žoga ni šla v gol in nismo bili dovolj konkretni. Škoda, ker smo dobili gol po dolgi žogi, ko ni bilo pravega napada. Iz tega protinapada so izenačili, kljub opozorilom pred tekmo, da so nevarni prav proti napadih. Moramo pa biti nekoliko bolj konkretni v napadih. Dove non abbiamo concretizzato, non abbiamo toccato la palla, eppure oggi i nostri terzini, i nostri esterni hanno messo tanti palloni dentro. Ma se quelle più difficili sono queste qui, ragazzi, avevo detto che non so le partite contro il Maribor. To so najbolj težke tekme in moraš jih zmagati in treba iti s pravim pristopom v igro. Treba je v tekmo vložiti najmanj toliko kot nasprotnik, da lahko zmaga kvaliteta in da dobiš 3 točke. Ci aspetterà un'altra battaglia e dovremo essere pronti a battagliare come battagliano loro, nel senso sportivo della parola. Težko je verjetno kaj pametnega reči po takšni tekmi, ko imaš popolno premoč. Ja, kot smo videli, smo bili veliko boljši nasprotnik. Triglav se je krčevito branil, tudi imeli smo veliko priložnosti. Kranj je imel le eno in tisto je znal izkoristiti. Ampak takšen je nogomet, nikoli se ne gre po tvojih najboljših željah. Kaj je bilo najbolj narobe, da niste uspeli zadeti, ko ste imeli popolno premoč? Ja, pride takšna tekma, ko tudi kljub velikim številom priložnosti ne utegne zadeti. In to se nam je maščevalo iz kontre, kjer je Triglav lepo zadev. Prej je takšna tekma, ampak ne smemo gledati nazaj, ampak vedno naprej. Je bilo narobe to, da ste po 1-0 nekako popustili v tej strelski vnemi? Ja, sigurno je vodstveni rezultat nekakšna prednost, ampak mi smo še vedno igrali, da dosežemo še enega. Tudi imeli smo veliko priložnosti, ampak žoga ni nič hotela noter. Kaj pomeni ta točka v vaši ekipi? Nič, pomeni ena točka več na kontu, zmanjšal zaostanek za Krko. Super tekma, prava, prvenstvena, z veliko dinamike, teka, borbenosti, fuzbalskega znanja, tako da sem zadovoljen in ogromno nam pomeni. Ste namerno prepustili pobudo Goričanom ali so bili pač kvalitetnejši, da so ves čas napadali? Mi smo se pripravili, mi imamo tam papirje, lahko vidite, mi smo vedeli, kaj treba narediti, kje so nevarni. V Kranju smo dobili 6 zadetkov, tukaj je bilo taktično nadigravanje in fantje so enkratno odigrali disciplinirano do konca, kljub temu, da so imeli oni pobudo. Mi smo bili nevarni iz kontra, pol kontra, ni važen koliko, važen, da smo zadeli, tako da s svojim strokovnim timom, Kondičem in Vidmarjem smo dobro jih proučili in mislim, da smo kvalitetno danes oddelali tekmo. Imate načrt za rešitev? Zakaj rešitev? Pred izpadom? Ja, pa kakšen trener bi bil, mislim, tako vprašanje ne do vas, ampak do vseh, ki me vpraša, kako gremo v Gorico, rekel sem po 3 točke, mi se borimo, nimamo kaj izgubiti, fantje to spremljajo, želel bi se sam več, da tudi vsi na Gorenjskem in v klubu spremljajo bolj fante v drugem smislu, tako da čestitke mojim fantom za eno srčno pravo tekmo in sem prezadovoljen in jim čestitam še enkrat. Kakšen je komentar takšne tekme, ko je domača ekipa imela premoč, vi pa ste vknjižili točko? Vedeli smo, da bo težka tekma. Pripravili smo se, mislim, da zelo v redu na to tekmo. Rekli smo, da bomo držali, da bomo disciplinirano igrali in čakali na kontre. To nam je tudi ratalo in mislim, da smo lahko zadovoljni z veliko točko iz Gorice. Pa vam kaj pomeni ta točka v boju za obstanek? Sigurno, vsaka točka nekaj pomeni. Do zadnje tekme, ki je proti Krki, bomo probali nabrati čim več točk in potem še zadnjo tekmo bojo, kar bo. Torej, popolna premoč Goričanov, s tem se verjetno strinjate? Ja, tukaj ni debate, ampak na koncu je bil rezultat 1:1.